Na levici se čaka novi ali pa novi stari obraz, na desnici itak vodi igro Janša, tam je zdaj neka nova znana neznanka Logar, ne, ki je bil do zdaj seveda zelo profiliran član SDS-a. Celo konfiguracijo političnega prostora, ne, 10 mesecev ali pa 11 mesecev do volitev. Kako jo vidiš? Kaj je presenetljivega, drugačnega? Po mojem, no pun intended, ta vlada oziroma koalicija bo rekla, bolje golob na strehi kot vrabec v roki. In mislim, da bomo ostali pri tem. Zdaj, kakšna zavezništva bojo sklepali po volitvah, to je vprašanje. Jaz tudi ne bi izključil, da bi prišlo do kakšnih povezav, ki ljudstvu ne bi bilo všeč. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Dober dan, zdravo, bralke in bralci, poslušalke in poslušalci Večera. To je Večer za vikend, naša tedenska različica podcasta Večer je zjutraj, s katerim želimo ponovno počrtati vse tisto, kar se je odrojalo in zavrtelo v tem tednu. Veseli smo, da ste v naši družbi in naj bo to povabilo tudi za naprej, da nas spremljate in se seveda odzivate na vse vsebine, ki jih obravnavamo v okviru naših podcastov. Imamo precej pester in turbulenten teden, zato imamo tudi pravega gosta, da z njim analiziramo vse, kar se je zgodilo ali pa se še bo zgodilo. Marko Crnković, servus, dober dan, pozdravljen v rodnem mestu. Hvala za povabilo, me veseli, da sem tukaj. Najprej kratek update z vlaka, s katerim ponovadi prihajaš v Maribor, vse pod kontrolo, signala zmanjka, kjer ga zmanjka, postaja Grobelno stoji, kjer stoji. Ja, Grobelno je še vedno tam, vse postaje so še vedno tam, ampak mislim, človek se navadi. Ni te treba posebej predstavljati, Marko Crnković, vseeno za tiste, ki pa rabite nekaj uvoda in update, Marko Crnković, dolgoletni novinar, predvsem kolumnist, najbrž eden izmed kolumnistov z rekordnim stažem v številnih slovenskih medijih. Zdaj na zadnje seveda tudi pri Večeru urednik Fokus Pokusa, v preteklosti tudi svetovalec medijskim organizacijam, tako da izkušen človek, Marko, ne? Ja, recimo. Da vidiva zdaj z vsemi izkušnjami, ali pa bom rekel predvsem s tvojim zicledrom, s katerim tako rekoč dnevno kolumnistično obravnavaš vse, kar se v državi relevantnega dogaja, se ozriva mogoče na trenutno najbolj aktualno dogajanje v slovenski notranji politiki. Najbolj vroča politična čorba, da se izrazim takole, servirana na mizo vladajočih, je tako imenovana najnovejša afera Karigador. Tomaž, fantastično smo se imeli, z veseljem pridemo še, se je premier zahvalil svojemu gratis najemodajalcu vile v slovenski Istri, poslovnežu Tomažu Subotiću. Najbrž to ne bi bil takšen problem, če ne bi bil Subotić hkrati še vladni nameščenec oziroma imenovan strani vlade v nekatere svete v Splošni bolnišnici Celje ali pa psihiatrični kliniki, obenem pa je tudi solastnik v nekaterih firmah, v Unioro in pa Štore Stil, na primer, kjer ima država glavno besedo. Za politika, ki se znajde v neki aferi, seveda afera ni nikoli v pravem času. Golob zdaj pravi, da ga na neki način napadajo zato, ker je z mize pospravil nekatere zahtevne reforme, v katerih se je soočilo veliko interesov in ki so povzročili velik politični vihar. Ampak naštel bom nekaj odzivov. Rajko Pirnat, pravnik, pravi, da je ta afera zrela za odstop ministra, isto novinarka Petra Sodad v Financah, Luka Lisja Gabrielčič, kolumnist, pa je dejal, da je to lahko potencialno največja afera svobode. V kolumni si tudi ti pisal o tej aferi, ampak si bil bistveno bolj prizanesljiv, tako si napisal, da gre za nečednost par excellence, ne pa tudi tako je avtomatično za korupcijo. Torej misliš, da se afera ne bo prijela na način, da bi slabo leto pred volitvami dejansko res premešala stanje stvari?
Mislim, da nekih strašnih posledic ne bo. Ne? Zakaj pravim, da to ni korupcija? Ne? Korupcija bi bila neka dejanska protipravno ravnanje, ne? Nekaj, kar bi, s čimer bi dejansko neko knjigovodsko izraženo finančno korist si pridobil predsednik vlade ali ta prijazni gostitelj. Ne? Tako da to je pač nečednost, to se ne dela. Ne? Če si politik, tega ne delaš. Zato pravim, da je to nečednost. Ne? To ni korupcija. Korupcija je v pravem smislu pokvarjenost. Ne? To je nekaj, korupcija je nekaj, kar če narediš nekaj koruptivnega, pomeni, da si pokvarjen, da res goljufaš, skratka. Ne? To je pa samo nečednost. Ne? To vsi vemo, da se pač tako po domače ne dela. Vse politiki ne smejo, ne? Se cela Slovenija dela po domače. V Sloveniji ni nekih sankcij za to, torej hočeš reči v resnici nekega javnomnenjskega ukora ali pa sankcij celo na volitvah. Javnomnenjski ukor je, zato ker mislim, že cel teden oziroma 3 dni ali 4 dni se suvajo vsi Goloba, ne? Z mano vred. Tako da neke sankcije so, tudi to so sankcije, ne? To Golobu ni v prid, ne? To mu ljudje zamerijo, ne? Čeprav vsi to delajo, ne? Vsak ima enega prijatelja, ne? Ki ima vikend nekaj in mu odstopi vikend za en vikend. Ne? No, ampak hočem reči, nismo vsi predsedniki vlade, ne? Zato je to sporno, ne? Ampak to je nečednost. Ne? Mislim, da ni vsaka odsotnost politične higiene že avtomatično korupcija. No, to hočem reči. Ne. Nočem zagovarjati Goloba, ker mislim, da je naredil napako, ne, ker je mislil, ne vem, kaj je mislil, ne, da mu ne bo noben zameril tega, ne, da bo šlo to mimo, da sploh ne bo prišlo na dan to, ne. Kar je seveda zmotno, ne? In navsezadnje, tudi če ne bi prišlo na dan, zakaj bi pa delal neki predsednik vlade, kar ni prav? Ne? Zdaj tu uporabo znamenito izjavo nekdanje državne tožilke, ki je nekoč rekla, da vsaka svinjarija seveda še ni nujno kaznivo dejanje, ampak vendarle govorimo o politični kulturi, o standardih. Temeljnih slovenskih modrosti, ne? O slovenski politiki. Ne? Ampak vseeno te bom izval še tak, ne? 10 let nazaj, dobrih 10 let nazaj, leta 2012 je v Nemčiji odvrtela ena velika afera. Predsednik nemški Christian Wulff je bil vpleten vanjo in sicer nemški časopisi so razkrili najprej neka domnevno sporna posojila, ki jih je njegova žena najemala pri njegovih poslovnih nekdanjih partnerjih. Na to so prišli na dan pa ravno podobni podatki, torej o njegovih dopustovanjih na Majorki in drugje, kjer naj bi ga gostili biznismeni, frendi iz poslovnega sveta. To je res, ne? Ampak v Golobovem primeru gre za Karigador, ne gre za Azurno obalo, ne gre za Majorko. Ne? No, hočem reči, ja, ampak ta Wulff se je verjetno tisto res dobesedno, kot sem prej rekel, knjigovodsko dokazljivo okoristil z svojim položajem oziroma z izkoriščenjem teh povezav, ki jih je imel. Ne. Spomnim se tudi enega primera, zdaj sem pozabil, kdaj je to bilo, ampak tudi v Nemčiji, ne, temu so potem rekli afera Luftwaffe, ne, ker je takratni nemški obrambni minister imel neko ljubico, ki jo je vozil na počitnice z vojaškim letalom. Ne. Kar je seveda, mislim, zelo eklatanten primer te zlorabe položaja, ne? In dejansko pokvarjenost, korupcija kot pokvarjenost. Ne? Mislim, ampak en Karigador pa en zastojn vikend, ali pa 3 zastojn vikendi, to ni v bistvu nič groznega. Ne? Hujša zadeva je, da je ta človek, mislim, to je ta Golobova napaka, ne? Da je to povabilo, to prijaznost, da je to prijaznost sprejel od človeka, ki ga je čez par dni in kasneje spet imenoval v nek svet nekih teh bolnic. Ja, klinike psihiatrične. To je napaka. Ne? Ni problem, da hodi Golob, pa Tina Gaber, pa še una deklica za vse v
v karigador, ne, v vilo. Ne. Zdaj, materializirana koriza Golobove vlade je očitno zastonj bil na počitnicah. Pa to pa tudi ni bilo treba. Sej, kakor vemo, ne, iz trač medijev Golob najema v Ljubljani neko strašno drago stanovanje. Ne. Tako da, mislim, pa sedeč po plači, ki jo ima, najbrž bi si lahko privoščil ene plačljive počitnice. Ne. Zagotovo. Mislim, ene Airbnb bi si najel tam. Zdaj, če se za trenutek samo vrnem še v Nemčijo, torej Wolf je odstopil, predsednik, čez 2 leti se je končal tudi odmeven sodni proces, ničesar, torej ravno tega materializirane koristi, ne, knjigovodske bi ti rekel, mu niso dokazali, ampak politično je bil na nek način mrtev. In tu me zanima nekaj, ne, spomnimo se še šefa Patrije, znamenitega Jorme Vita Korpija, ne, v oklepniški zgodbi, ki je nekoč rekel, da v Sloveniji ni počel nič, kar ne bi bilo v skladu z, citiram, lokalnimi običaji. Torej zaznava korupcije, ne, na eni strani verjetno v Sloveniji in pa v teh krajih ni tako striktna kot v nekih zahodnih demokracijah, res pa je nekaj, ne, da ljudje karigador in drage avte in tako dalje bolj razumejo Rolexe bolj razumejo in na prvo žogo razumejo kot pa neke eklatantne politične felerje, zaradi katerih vsi živimo ne nazadnje slabše. Očitno je razkorak v Sloveniji med zakonodajo in lokalnimi običaji. Ne? Če je ta človek iz Patrije rekel, da so delali v skladu z lokalnimi običaji, ti običaji so bili očitno pa le kaznivi. Tako da to je, ampak ponavljam, ne? Korupcija je pokvarjenost. Ne? Ampak je tudi kaznivo dejanje. Seveda, ampak zdaj bomo pa še videli, ne, kako bo KPK definirala ta brezplačni najem vile. Ne. Ja, 2 zgodbi ima zdaj v bistvu Golob v predvolilnem letu na KPK-ju. Ena je zadeva policija, Bobnar in tako naprej, druga je zdaj ta. Ne. To je nek element negotovosti v kampanji. Ja, ta policijska zadeva se meni zdi bolj nevarna za Goloba. Ne. Prej se lahko res sprevrže. Ja, tista je ne nazadnje tudi na tožilstvu. Sveda. In mislim, da ga to lahko, da mu to lahko bolj škodi in da mu mogoče celo bo bolj škodilo kot vsaj formalno, če bo zadeva pač prišla do takega pravnega zaključka. Ne. Mislim, da ta karigador ne bo imel takih posledic. Tisto pa lahko ima. Ne. Ok, v zvezi s tem še ena iztočnica ali pa ena dilema, ki jo imam, pa da jo malo skupaj predebatirati. Ne. Zdaj, ene stranke afere, ki se pojavijo, bolj vdarijo kot druge. Ne. Imamo politike, ki se jih v bistvu nobena afera ne prime, imamo tiste, ki zgrmijo po rejtingih. Ne. Se ti zdi, da se v skladu z nekimi trendi polarizacije v politiki, ko dobivamo močne playerje, ki imajo kup vernikov, stopnjuje tudi tako imenovana teflonizacija politike, da se od njih nečednosti, svinjarije, če rečem po štajersko, kar odbijajo, ali ne vidiš tem nekega vzorca v Sloveniji? Ja, ne vidim vzorca, se pa zavedam, da je to res. Ne? Ampak to si jaz razlagam tako, da se politiki pač učijo, kako odvrniti te afere od sebe, oziroma kako jih neutralizirati. To je stvar PR-a. Ne? Dejstvo je, da so v tem vedno boljši, da tako rečem. Ne bi jim tega pripisal, da se hitro učijo, ampak res pa je, da je tudi veliko zunanjih faktorjev, ki na to vplivajo. Bodi si medijska pozornost, bodi si to, da kako ljudstvo na to gleda. Eno je karigador, drugo je pa neka druga zadeva, pa ljudi ne zanima, ker jim ni škakljiva. Da tako rečem. Oprijemljiva, misliš reforme, ali kaj nekaj bolj abstraktnega. Ker ta karigador pa je zelo oprijemljiva zadeva. Ja, to se da identificirati. Vsi Slovenci hodijo skoraj vsi v Istro, tam imajo neke vikende ali celo hiške in tako dalje. S tem se da
s tem se vsak Slovec identificira. Spomni se recimo, kakšen cirkus je nastal, ko so bili ti lastniki vikendov in celo jadranic izvzeti iz tega pravila prehajanja meje, ko je bil COVID. Ne. To je bil, mislim, ni bilo hujšega. To je bilo hujše kot policijska ura, da nismo uspeli začeti ven. Ne. Zakaj? Ne? Zato, ker vsak se je čutil prizadetega, ne? In to pa si ne pustimo vzeti. Ne? Hočem reči, to, s čimer se ljudje identificirajo, to je pač tudi zelo pomembno za percepcijo, javno percepcijo teh afer, ki se pojavljajo, in seveda za to, kako se politiki potem iz tega izvlečejo. Ne? Tudi to je. Tiste zadeve, pač ene zadeve so bolj zanimive, ene pa manj. Bolj škakljive, manj škakljive. Ne? Ene so bolj abstraktne, bolj konkretne, ne nazadnje tudi bolj dokazljive, manj dokazljive. Tako da to je pač odvisno od primera do primera. Ne? Zdaj videli bomo, kako se bo ta afera vrtela dalje. Ne? Ni videti, da bi povzročila nek znotraj koalicijski pretres, verjetno tudi ni ravno pravi čas, da bi na takšni stvari začelo razpadati tik pred volitvami, ne? Ker na volitve vemo, kdo je edini ta hip pripravljen, če bi bile jutri. Ne? Ja. Tako da ne vem, če bo tukaj, ker sreča v nesreči za Goloba v tej zgodbi tega tedna je tudi to, ne, da se glavna opozicijska stranka SDS in Janša ta teden ukvarjata bolj ali manj z sojenjem, sodiščem v zadevi Trenta, ne. Ampak to smo se očitno tudi že navadili, ne, da so ti mitingi o krivosodju, o zrežiranih in montiranih procesih proti SDS-u, spet lokalnih političnih mitingi istine. Ne? Kako jih vidiš? Kako vidiš vse to, kar se dogaja okoli tega? Ja, mislim, da ne vem, nisem si še sam pri sebi prišel na čisto, ali bi mislil, da mora biti Janša obsojen ali da bi moral biti oproščen. Moram reči, da teh detajlov, te njegove nesrečne trende ne poznam tako dobro, tako da si ne bi upal o tem soditi. Ne. Res pa je, da Janša zdaj igra na to karto, da pač vsak človek nekaj poceni kupi, pa draže proda, ne. Da je to pač normalno poslovno obnašanje. On celo pravi, da ni nič profitiral. Ne. No, to še res ni res. Ne. Ampak skratka, je pa res, ne, da mislim, po eni strani je fascinantna ta podpora, ki jo uživa teh njegovih privržencev, ne, da kako navaljujejo tja pred to sodišče. Ne. In zanimivo je pa tudi to, ne, to se mi zdi skoraj bolj zanimivo kot izrek te sodbe, ne, ki bo ne, da ali je ta sodba, ki je kao že bila prej napisana in ki je prišla v obliki po nekih hecnih kanalih. Ja, ali je to fabricirano? Ne vem, če je fabricirano. Je lahko tudi del nekih iger, pritiska. Ja, seveda, mislim, sigurno je pritisk, ne? Ampak dejstvo je tisto, da sodnik ne napiše sodbe, jo ne dokonča 1 uro pred izrekom. Ne? To je menda jasno. Ne? Tako da se ne bi sploh čudil, če bi bila ta sodba res že napisana. Ne govorim za o tem, ta, ki je bila objavljena, avtentična ali ne? Ampak sigurno je že napisana. Verjetno ne bo tam 5 minut pred 12 to dokončal, ne? In printal. Tako da hočem reči, da zanima me, kaj se mi zdi še bolj zanimivo, pravim kot izrek sodbe sam, ali se bo to izkazalo kot potegavščina, kot manever Janšo podpirajoče desnice, ne? Ali bo to res? Ne? Ja, to bi bila res slaba novica za pravosodje, če bi bilo res. Če bi bilo res, bi bila zelo slaba novica za pravosodje, če pa ne bi bilo res, bi bila pa zelo slaba novica za desnico. Ne? Res pa je, da desnice ne motijo slabe novice na njihov račun. Ne? Mislim, to je dejstvo. Desnica ni nikoli nič kriva, ne? Z Janšo na čelu. Ne? Oni so vedno je kriv nekdo drug. Ne? Ja, v vsakem primeru bo da Trenta tak ali drugače, kakorkoli se obrne, imela
to se bo razlilo po kampanji, ne, po naslednjih mesecih, ko Ja. bomo še bolj vrteli te predvolilne stroje. Ne. Ampak še ena stvar pa bo prej. Ne. Pusti zdaj te mesece, to bo referendum. Ne. Sorry, Ja. bi pa bilo zanimivo tudi to, ne, recimo, da sodišče Janšo oprosti. Kaj bo pa pol rekel? Ne? Ja, da je poštena pravna država, končno A se bo bo- a- kazala a- v tej a obliki. bo se, tako imenovano krivosodje se bo sesulo v prah in nihče več ne bo nikoli omenil krivosodja, ali kako. Ne? Če bi bil oproščen, Na to ne bi obostal. bi izgubil pomembnega aduta v predvolilni kampanji. Ne? Ja, res je. Kaj pa referendum? Začel sem s tem. Ne? Torej, referendum o izrednih dodatkih pokojninam za izjemne kulturne dosežke v sredini maja, oziroma bolj v začetku maja, bo ta referendum, na katerega ljudstvo vabi ravno Janševa Slovenska demokratska stranka. Ne? Ja, vabi. Kakšen vpliv bo imel ta referendum na kampanjo? Je to referendum v vladi? Spet ti ponujam eno paralelo. Ne? Referendum o vodah je bil percipiran kot nek referendum o tedanji Janševi vladi. Bo ta imel podoben efekt? Ne vem. V nekem smislu je to, mislim, vse to jasno. Ne? Ta referendum zdaj o teh pokojninah za zaslužne umetnike je itak del predvolilne kampanje. Ne? To je dejstvo. Ne? In to brezplačne predvolilne kampanje, oziroma brezplačne za SDS. Na račun davkov. Ja, mislim, na račun budžeta ni brezplačen. Ne? Ja. No, ampak tako da z tega stališča je to precej prozorna zadeva. Ne? Zato jaz trdim, ne, da dajmo to bojkotirati. Ne? Zakaj? Mislim, Ja. Jaz se strinjam z vlado. Ne? Bojkotirate ta referendum. Ne? Seveda, referendum je legitimno sredstvo, legitimna metoda neposrednega političnega odločanja, ustavno zagotovljena, to je tako rekoč državljanska dolžnost, ne obvezna, no, ampak da to resno jemljemo, no, da tudi referendume, tako kot volitve. Ne. Ampak res pa je, ne, da seveda v Sloveniji pa živimo v neki, mislim, ne čisto normalni državi. Ne. Živimo v državi, kjer se da te popolnoma demokratične pogruntavščine, kot je referendum, zlorabljati v take namene, kot v tem primeru. Ne? V namen predvolilne kampanje za dotično stranko, ki je razpisala ta referendum, oziroma ga predlagala in zbrala podpise in dosegla, da bo. Ne? Tako da to se mi ne zdi čisto samo ob sebi umevno, da bi mi zdaj morali reči, ok, SDS v redu, nabrali ste 45,000 podpisov, vse po regalcih, referendum je in zdaj grem jaz voliti in naj ljudstvo odloči, ali imate vi prav ali nimate prav, oziroma ali ima prav vlada. Ne? Meni se to ne zdi tako čisto samoumevno. Ne? Zakaj bi, hočem reči, bili so že referendumi, na kateri nisem šel voliti, pa glasovati, pa ne iz takih principielnih razlogov, ne, ki se mi enostavno ni dalo. Zdelo se mi je brez veze vprašanje, ne, oziroma nepomemben problem za me osebno. No. Se ne spomnim točno kjere, no, ampak imeli smo jih že toliko, da je bilo verjetno precej nekih brezveznih referendumov, ne, v Sloveniji. Ne. Kar je še en razlog, ne, ni vsak referendum super. Ne. Seveda v ustavi piše, oziroma v zakonu o volilni kampanji in referendumski kampanji, o čem vse referendum ne sme biti. Ne. Obstaja nek nabor tem, v katerih se ne sme glasovati na referendumu. Ne. To je jasno. Ne. Ampak obstaja pa še večji nenapisan nabor tem, o katerih se pa sme glasovati na referendumu. Ne. In to se bojim, da je ta slovenska državljanska domišljija enostavno preveč bogata, da ne bi našla neke teme, zakaj bi pač morali odločiti na referendumu o določeni zadevi. Ne? Ampak tu se mi zdi cel okvir, ne, širši okvir, pomemben, da ga za razumeti. Ne.
Gre na nek način za naracijo SDS-a, ne, proti elitam. Ne. Zdaj so pač na tapeti umetniki, ne, da zbanaliziram in zvulgariziram logiko, ne, to so umetniki, ki dojijo pse, ne, in bodo potem seveda nagrajeni z nekimi izrednimi pokojninami. Ampak ta refleks, ne, ta upor proti elitam, ne, to je Trumpova formula. Ne. Ja, seveda. Očitno je tukaj pač pravljena, lahko je bil na tapeti tudi kakšni drugi predstavniki elite v narekovajih ali kakorkoli. Ne. Mogoče bi lahko glasovali onim, ki so kupili stanovanja v Schellenburgu brez kredita. Ne. Malo se šalim, ampak ne. Ali pa v Trenti, ne. Ali pa v Trenci, ja. To je verjetno tu logika, ne. Torej nek gnev povzroči, Ja, seveda. jezo, ne. Ja, no to, kar sem prej govoril, ne, o smiselnosti bojkotiranja referenduma. To je ena stvar, to je nekoč stvar državljanskega stališča. Ne. Drugo je pa mnenje o tem, zakaj ta referendum sploh je, kaj hočejo s tem referendum doseči. To pa je seveda to, kar praviš. Ne. Ta populistično poenostavljanje umetnikov, ki si nekaj izmišljujejo, od perverznosti, kot je domnevnih perverznosti, ne, kot je dojenje psa. To so, seveda, ja, to je zdaj dobilo nov zagon s tem, kar se dogaja v Ameriki, ne, od univerz do izobraževanja, do prepovedi različnih knjig in takih zadev. Ne. Ampak hočem reči, to je stara SDS-ovska zgodba, to je del te njihove paralelne naracije. Ne. To se je začelo, Janša je takrat napisal, ta esej, nič ni resnično, vse je dovoljeno, se mi zdi. Ne. Takrat, ko je bila ta afera Boomer-Stiffy. Takrat je bila garaža. To je bil takrat simbol te izprijenosti, te domnevne leve tranzicijske elite. Ne. On to posploši, ne. Ta nesrečni Baričevič je bil pač, vse noben ni vedel, kam spada v političnem smislu, ampak iz njega je Janša naredil simbol te perverzije levih tranzicijskih elit. Ne. In istočasno, tako, na enak način so zdaj iz Maje Smrekar in te njene fotografije, na kateri doji psa, spet naredili simbol, ne, ki ni čisto nič bolj veljaven oziroma prepričljiv dejansko kot takrat ta Baričevič. Ne. No in kasneje seveda je bila ta afera Fotopub, ne, by the way, ne, mislim, kaj se pa zdaj s tem dogaja, mislim, to bi lahko že počasi prišlo do kakšnega zaključka. Ne. No, hočem reči, ampak SDS zna to simbolno izkoristiti, ne. Garaža, Fotopub, ne, in to je zdaj v bistvu ta nadaljevanje, background tega, te izrojene umetnosti, ne, ki jo hoče Asta Vrečko nagrajevati. Ne. Ja, v izrojeni umetnosti so v nekih drugih zgodovinskih časih govorili. Vseeno bo zanimivo videti, na kakšen način bodo pol v bistvu interpretacijski lok rezultata povlekli eni in drugi. Ne, Vizjaka se je takrat pri referendumu o vodah pozivalo k odstopu. Ne. Zdaj, če domnevno vlada oziroma Asta Vrečko ta referendum izgubi, ne, verjetno bo sledilo kaj podobnega. Power play, dodatno na levico, na vlado in tako naprej. Ali ne vidiš tega? Da bi Asta Vrečko morala odstopiti v primeru nekega zanjo neugodnega, torej za SDS ugodnega referenduma. Ja. Izida. Pša, no, ja pa ne, mislim, ne vem, nimam nekega mnenja o Asti Vrečko, niti zelo slabega, niti zelo dobrega, ampak tako da to se mi zdi tako bistveno. Ne. Bistveno se mi zdi, kako bo potekala ta referendumska kampanja, zdaj v tem dobesednem smislu. Ne. To, ko je Petra Vidal pisala, ne, o tem, ne, dajmo se ukvarjati s tem, ko bo to res stalo, ne, koliko bi res stalo, koliko bi stale te pokojnine po novo in to itak. Ne.
ampak kot pravi Petra, niso čisto vsega povedali, ne? Mislim, Ministrstvo za kulturo. Ne? Jaz načeloma to podpiram, no, ampak mislim, ja, no, ne bo en zakon. No. Mislim, ta zakon ni tako zelo bistven, kot se zdaj zdi, ne? Glede na to, da bo referendum. Ne? Nek zakon že obstaja, ne? In mogoče je ta boljši kot prejšnji, ampak ne bo pa v tem smislu spremenil, da bi zdaj kar naenkrat zaslužni umetniki se valjali v denarju, ne? Ali celo škodo delali državnemu proračunu. Naj ljudstvo odloči, kot bo odločilo marca. 11. maja. Ne? Ja, ampak hodil sem reči, kot bo odločilo tudi marca, predvidoma marca prihodnje leto na volitvah. Da greva še malo širše po sceni, ne? Janša in Goloba, ki imata vsak svoje probleme, smo zdaj malo obdelala. Kaj pa sicer vidiš slabo leto do volitev? Na levici se čaka novi ali pa novi stari obraz, na desnici itak vodi igro Janša, tam je zdaj neka nova znana neznanka Logar, ne? Ki je bil do zdaj seveda zelo profiliran član SDS-a. Celo konfiguracijo političnega prostora, ne? 10 mesecev ali pa 11 mesecev do volitev. Kako jo vidiš? Kaj je presenetljivega, drugačnega? Ja, drugačno je v tem, da mislim, da se tokrat ne bo pojavil nek novi obraz. No. Mislim, da ta Prevelič ni novi obraz. Prevelič ni novi obraz, ne, drugič pa Prevelič se ne bo pojavil. Hočem reči, ne bo dosegel nekega uspeha, ki bi ga katapultiral v središče slovenske politike. Ne. On se meni zdi, mislim, njemu osebno se mi zdi nek, ne bom rekel, da je brezvezen, ampak ni pa neka politična osebnost, katera bi, ne vem, pritegnila za sabo, ne vem, množic. Tvoje volitev zadnjih na nacionalni ravni predsedniške evropske je dobro oddelal. Ne? Ja, ampak to ni ravno primerljivo. Ne? Okay. To voliti evropskih poslancev je nekaj, to so tisti, ki jih ne bo tukaj, ne? Ki jih ne bo vsak dan. Ne bomo se z njimi vsak dan ukvarjali in oni se ne bojo vsak dan ukvarjali z nami. Ne? Taka je vsaj percepcija. Ne? Tako da to ni čisto primerljivo. Ne? Druga zadeva pa je, ne, da po mojem, ne, no pun intended, ne, ta vlada oziroma koalicija bo rekla bolje golob na strehi kot vrabec v roki. Ne. In mislim, da bomo ostali pri tem. Ne. Zdaj, kakšna zavezništva bojo sklepali po volitvah, to je vprašanje. Ne. Jaz tudi ne bi izključil, ne, da bi prišlo do kakšnih povezav, ki ljudstvu ne bi bilo všeč. Ne. Spomnimo se takratne izdaje, ne, v narekovajih, ko sta šla SMC pa kjer je že? Desus k Janši. Ne. To je bilo med mandatom. Ne? Ja. In ljudje so to bolj kaznovali na volitvah. Ja, pa ne. Misliš, da bi bilo v času rednih volitev da tega ne bi kaznovali? Jaz mislim, da do rednih volitev bodo se vsi zaklinjali, da bodo ostali v svojih taborih. Ja. Golob bo rekel, da ne gre z Janšo, na levici bodo trdili, da pač je treba vzpostaviti vlado. Slovenija potrebuje desno-sredinsko vlado, da zadiha. Ne? Ja. Ne. No, mislim, da bojo vsi pomalem požrli nekaj zarečenega kruha, ne, po volitvah. Ne. Zdaj, kakšen bo izid, si ne bi upal napovedovati, ne, bi pa si upal reči, ne, da skratka tega nekega strašnega novega obraza, tem dobesednem pomenu, kot smo ga navajeni iz preteklih 4 letk, ne, pa tokrat ne bo. Ne. Mislim, da Prebilič ni, pa ne zato, ker ne bi bil čist nov, ne, dobesednem smislu, ampak ker enostavno ne bo prišel tako daleč, tako visoko, da bi res bil novi obraz. Ne.
Okay, kaj pa ostale, recimo manjše stranke? Imamo dve vladni stranki, Levico smo že malo komentirali v okviru referenduma, tam še imamo SD. Eno leto je zdaj, odkar je Han predsednik, ne, dve aferi so v zadnjih leto in pol preživeli, Litijsko in Spirit. Well. Levica s svojimi problemi, Kordiš je šel stran, in pa seveda Nova Slovenija, ne, ki je zadnji rejtingi so jih slabo namerili, ne, slabo so jih pokazali in tam je ves čas v zraku ali pred volitvami zamenjati predsednika, ne, kot neke vrste šok terapijo izvesti. Ne. Vrtovec je eden izmed domnevnih pretendentov, če bi bilo treba zamenjati Tonina, pravi, da ta scenarij ni na mizi. Ne. Tonin pa se je vmes spomnil, da se je začel šolstvom ukvarjati na veliko. Ne. Kar zadeva Vrtovca, se mi zdi, on precej bolj sposoben politik kot Tonin. Ne? Tako da, mislim, meni vseeno za NSI, ampak ne nič proti, če je bil Vrtovec. Ne? Je pa res, da verjetno pač Tonin je bolj prepoznaven. Ne? Tako da najbolj prepoznaven v NSI. Ne? Tako da, po mojem, oni ne bojo menjali konja pred volitvami, ne? Ker ta konj kao zmaguje. Ne? Pač, kolikor jim gre dobro, in ne gre jim najboljše, ampak če bi pa ga zamenjali, bi pa jim verjetno šlo še slabše. Ne? Odkar ni več Ljudmila Novak, pač to ni več čisto. Ne? Je pa res, da Tonin se pa zdaj začel ukvarjati s šolstvom, očitno ima otroke v osnovni šoli ali kje, ne vem. In to je dejanski problem, ne? Ta problem avtoritete, problem nasilja, mislim, zdaj ne bi rad polemiziral z Vesno Vugodine, ki je ravno o tem pisala, no, hočem reči, jaz trdim, da tega ni več, ko ona pravi da je to en od teh del problema je, da nekateri trdijo, da ni nasilja danes nič več kot kadarkoli prej, ne, med mladimi. Ne. To je težko dokazati, ker danes je nasilje javno, ne, kar je bistvena razlika med današnjo mladino in nekdanjo mladino, da nekdanja mladina ne bom rekel, da ni bila tako nora, da bi ti se postavljala z svojo lastno agresijo in mučenjem sošolcev in bullyingom in temi zadevami, ne? Ampak enostavno ni bilo teh možnosti. Ne? Pustimo zdaj sankcije. Ne? Sankcije so... To misliš, da bo neka tema predvolilne kampanje? Ja. Poleg klasike, ne? Mislim, da zdravstvo, stanovanja, davki, ne? In tako dalje. Po mojem bo, ne, lahko bi to tudi izkoristili, ne, ker to je mislim, to ima Vesna zelo prav, ne, ona pravi, ideološke bitke se selijo iz teh klasičnih političnih tem na te lifestyle zadeve, ne, kot je zdravje samo, ne zdravstvo, zdravje, ne vem, dobro počutje, šolstvo, vzgoja, take zadeve. Ne? Tu se danes lomijo kopja. Ne? Ona sicer pravilno, tako kot Tonin, ne, ugotavlja, da pač čim nekdo reče, da vzgoja, otroku prijazna vzgoja, tako imenovana, ne, brez kazni, brez avtoriteta, ne, da to dela škodo. Ne? To je res, ne? Mislim, to danes otroci res preveč razpuščeni, ne? Zlasti v šolskem sistemu. Tudi doma, ne? V marsikaterem primeru, no? Ampak pustimo zdaj to. Hočem reči, to zna biti tema, ne? Ki bi jo pametna stranka lahko izkoristila. Ne? Kaj pa oboroževanje? Ne? To je zdaj leitmotiv evropske politike Ursule von der Leyen 2.0. Yeah. Vojna, oboroževanje, rearm, odpornost, ne? Pod to se skrijejo zadeve. Ne? To je težka tema. Ne? Mislim, da to ljudi zelo zanima, ampak je pa tudi zelo načelna. Ne? To ne bo vplivalo na... Mislim, a imamo mi orožje, a ga nimamo, oziroma koga imamo, koga damo, to se ne pozna tako direktno na naših vsakdanjih življenjih. Ne? Dejstvo je, da dokler ne bo, Bog ne daj, vojna, ne, se ne bomo vedeli, da to sploh obstaja. Ne?
samo vojna lahko res povzroči neko trpljenje, no, da tako rečem. Ja, in mobilizacijo. Drugače, dokler pa te vojne ni, je pa tudi vprašanje oboroževanja, seveda samo zgolj načelna ideološka tema. Ne? Tega smo pa seveda vajeni, ne? Da primerjamo žaklje, iz katerih ljudski glas prelaga sredstva. Ne? Namesto da bi dali, ne vem, za šolstvo ali pa za zdravstvo, damo za oboroževanje. Če gledaš cel žakelj budžeta, je to seveda res, ne? Ni pa nujno tisto, da je zdravstvo ali pa šolstvo prikrajšano zato, ker smo kupili en tank ali pa 20 tankov več ali pa en avion. Ne? In koliko bo tvojem, tudi to je priročna tarča, ne? Koliko bo tu v tej kampanji tega trumpovskega vala, populizma, koliko nam bojo resnice nasuli v kampanjo, koliko se bo ta val iz Združenih držav Amerike in tudi številni že v evropski demokraciji čuto, da bo ta kampanja drugačna, bolj digitalna, bolj emocionalna in hkrati bolj vulgarna, populistična. Ja, misliš, da bo tu nek strukturni premik celega prostora opazen? Ja, bo, ja. Ravno danes včeraj sem bral neko analizo, da se tudi slovensko, tradicionalno levo, večinsko levo volilno telo premika rahlo v desno, ne? Na račun mlajših volivcev, ne? Po možnosti mlajših fantov, ne? Kjer se to bolj pozna, ta premik kaže v desno. Tako da ne vem, ampak predvolilna kampanja bo ziher taka, kot praviš, ne? Populistična, vulgarna, emocionalna, teme, ki bojo res bistvene in ne samo teme, ne, debata, sam diskurs, pameten diskurs, narekovajih pameten, ne? Bo preslišan, ne bo zanimiv, ne? To bo dolgočasno, ne? Ne vem, na Pop TV-u bo šli na ta populizem, RTV Slovenija bo hotela povedati tudi kaj pametnega, ampak to bo, ne vem, jim skakali v besedo, če bo kdo preveč pameten in dolgočasen in kaj konkretnega povedal. Tako da to bo precej klavrna zadeva, po mojem, ne? Da ne omenjam plakatov in tega, kar se bo pojavljalo na YouTubih in drugih kanalih, ne? In seveda treba je vedeti, ne, da spet je tu zelo spretna SDS, ne, že na prejšnjih volitvah, mislim, da na prejšnjih, ne, so imeli tisto, narekovajih, fenomenalne oglase na YouTubu, ne, če se spomniš, tisto, ko nekdo pico prinese, oziroma neka pomota in nekdo naroči pico in privatnih pomotoma sojila dva raznašalca in ena je v eni škatli je SDS pica, ki je cela in bogato obložena, drugi je pa, kdo je bil takrat, ne spomnim se, pa je pol pice manjkalo, ne, pa ena gobica. Ker so jo umetniki pojedli. Ja. Okay, torej, zna biti učinkoviti. Ne? Torej računaš, da bo bolj izkoristili, kot tele, mislim, da Gibanja Svoboda nima drugega tega mladostnega PR-a kot Tino Gaber, ne? Po mojem, ona tam tak neformalni svetovalec. Ne? Ja. Ampak misliš, da se bo kampanja torej zelo še bolj preselila na TikTok, Instagram, na X tudi, ja. In podobno. Ne misliš, da bo na koncu vseeno odločilno to, ne, kalkulacije ljudi, ali živimo, ne, tako je bilo v Ameriki, ne, ljudje so tam rekli, živimo 4 leta Bidena, živimo slabše, ne, da ne bodo na koncu rekli, a imamo več na koncu mandata, a so kaj zrihtali, ne, in Golob pravi, da zdaj bodo začeli graditi stanovanja, da zdravstveno reformo en del so naredili, da penzijsko reformo so spravili skozi, da ne bo čisto preproste vsebinske kalkulacije. Torej, kako se neke politike odražajo v moji denarnici, v mojem življenju in tako dalje. Preveč pričakujem, ne, od racionalnega volivca. Ne pričakuješ preveč, je pa res, da tudi ta vlada res nima ne vem kaj pokazati, ne.
tudi če je nekaj naredila, mislim, ne moramo reči, da ni nič naredila, ne? Ampak karkoli je naredila, ni ne vem kaj, ne, kar bi ljudem toliko seglo do srca in do denarnic, da bi jih to prepričalo, da bi še enkrat volili. Ne? Tako da jaz mislim, da bo pri odločanju, koga voliti, spet bolj prišlo do izraza to, da ta občutek svobode, ne? Mislim, ki Janša pač desnica velja za nekaj nesvobodnega. Torej, proti Janši misliš, da ta efekt bo ostal? Ta efekt bo po mojem ostal, ne? In s tem referendumom se bo to še okrepilo, ne glede na izid. Ja. Okrepilo se bo tudi s to sodbo v primeru Trenta. Ja. Tako da in seveda v kampanji bo desnica, oziroma konkretno SDS, napovedala marsikaj, kar bo ljudi prestrašilo in jim dalo misliti. Ne? V tem smislu, kaj bi lahko mi uvozili, katere zglede iz Amerike ali pa iz Evrope, kjer so desničarji že na oblasti. Ne? Tako da, po mojem, bo to še vedno odločilno. Ne? Dejstvo je, da takrat so bile izredne razmere, ko je bila Janševa prejšnja vlada. Ja, to je bil COVID čas, ne? Ali pa vsaj post-COVID čas. Ne? To je bil, takrat je bil COVID in ne vem, dobili smo bone od Počivalška in ne vem kaj. Ne? Ampak in treba je tudi videti nekaj, ne? Ljudje niso hvaležni. Ne? Vsi smo dobili bone, ampak zakaj bili Počivalšku hvaležni? Ne? Pač, okay, ne? Dobro, super, dobili smo bone, šli smo kam in neka žeplina je bila. Ne? In zakaj bi pa zdaj morali nagraditi to na naslednjih volitvah, mislim, ne Počivalška, ki ga ni več, ne? Bademajstra, ampak ne bomo izražali te svoje hvaležnosti. Ne? Mislim, da to je iluzorno pričakovati. Mogoče to golo tudi preveč pričakuje, ne? Da bodo ljudje za nekaj hvaležni. Ne? Nima veliko za pokazati, ne? Je pa res, da mu mogoče ni treba, ne? Ker neka normalnost je obstajala. Ne? Obstajali so seveda ekscesi, ne? Ves čas. Ne? Ja. Obstajali so neumnosti, nečednosti, ne? Bilo je včasih čutaško. To Gibanje Svoboda je ena zmedena, neprofilirana stranka oportunistov, ki skrbi, ki je, kot sem jaz enkrat v eni kolumni imenoval, Zavod za zaposlovanje. Ne? In v tem smislu je to, mislim, se nima še in pohvaliti. Ne? In še nekaj ne vem, ne? Je pa bilo, mislim, bila je svoboda, ne? In to je zanimalo nas bolj. Ne? To je vprašanje, koliko zanima to res plebs, ne? To zanima novinarje. Ne? To je fajn štof za kolumne, ne? Pa za komentarje, ne? Ali pa za naš šank, no? Pa za na Twitter. In še to ne vemo, kolikokrat bo do naslednjega marca, ko naj bi bile volitve, Trump svet obrnil na glavo in spet nazaj. Ja. Ali to nima veze za Slovenijo, ne? Carine gor, dol in podobne stvari. Misliš, to je spet stvar, ki na poprečnega volivca ne vpliva tako zelo. Trump je res toliko predelil, da zdaj ne vemo, kaj se bo dogajalo v naslednjem letu. Niti si ne bi upal sklepati, kako bo to vplivalo na politične razmere pri nas. Mislim, sigurno bo vplivalo, ne? Ja, seveda. Vplivalo bo vse, ne? Od Trumpa do Mileja in motorne žage in take zadeve, ne? Do Gerta Wildersa in AfD in Orban in taki. Ne? In vsega cirkusa, kar je postala na nek način sodobna politika. Ne? Ti si že zračunal, koliko te bo stalo, ne, ker si znan
fetišist, če lahko skoraj rečemo, nekega znamenitega proizvajalca telefonov in računalnikov, koliko bo dražje za tebe? Računa ravno nisem, ne? Če bojo te carine. To pa spet nisem dober v matematiki, ampak se tolažim s tem, da mislim, prvič si Trump že premislil, ne? In je ukinil te carine na telefone izdelane na Kitajskem, ne? In upam, da bo pri tem ostalo. Ne? To je zaenkrat 90-dnevni moratorij, ne? Ampak upam, da bo pri tem ostalo. Ja. Res je, da je Apple toliko velik, ne? Da bi bilo pa res še za Trumpove pojme nespametno, da bi šel njih spodkopavati ta njihov kup denarja, na katerem sedijo in davkov, vsega, kar prinaša ameriškemu budžetu. Ne. Tolažim se pa tudi s tem, da se to tudi v primeru teh carin, veljavnih carin na telefone ne bi poznalo to v Evropi. Ne. Ker dejstvo je, da Apple iz 3/4 telefonov naredijo na Kitajskem, 15% v Indiji in potem jih Apple US uvozi v Ameriko in proda naprej. Ne. Ampak mislim, fizično ne grejo ti telefoni nikamor iz Kitajske, ne? To je samo transakcija, ne? Ja. Papirnata. Apple US prodaja telefone v Ameriki, v Evropi in po vseh drugih delih sveta pa prodaja Apple Ireland. Ne? Tako da to niti ni po mojem toliko bistveno, kako bo te carine, to se bo poznalo Američanom, no? Tako se vse troštam. No? Ok, zdaj ker moramo počasi zaviti proti koncu. Jure Stojan je bil prejšnji teden tukaj, mi smo o carinah vse povedali, tako da poslušalke in poslušalci o carinah itak vejo vse. Mi dva smo zdaj samo popoprala še malo z tem detajlom. Praktičnim svet. Ja, zato smo sploh znana. Potem Jure Stojan je priporočil ljudem, naj poslušajo Miley Cyrus, da se pretvarjamo, da ne bo konec sveta. Kaj bi ti priporočal, da se nam ne zmeša v tem svetu trenutno? Kaj naj počnemo, poslušamo, gledamo, beremo? En komad, ki je nek tehno remix, ki je pozabil izvajalca. Pred časom sem naletel na naslov komada, pa je Party Like It's 1929. Ne? Skratka, žuramo, kot da bo jutri ta velika svetovna depresija. Ne? Tako da, mislim, prezvezen komad, ampak naslov se mi je zdaj tako fajn simboličen. Ja, dajmo, ne? Bomo, mi dva bomo čakati, ne? Če smo že čakati. Ja, naj bo to vabilo, Marko, ne? Da čakamo tu v studio še kdaj, ne? Sva sploh povedala, da je to moj ogledni krst v podcastu? Nisva? Nisva, ja. Jaz mislim, da si se dobro držal zdaj za Švico, nisi, ne? Sej. Tudi treso se nisi ali karkoli, ne? Televiziji so močnejši reflektori. Ja, to še bomo mi pojačali za naslednjič, da ti bo podobno kot na televiziji. Ne. Kar hočem reči, hvala ti za analize danes. Ja. Zdaj se bomo na vsake toliko redno srečevali tudi v tem formatu. Tvoje kolumne in seveda številne druge kolumne so na voljo vsem bralcem v tisku, v printu in na digitalu, tako da, ker bo kampanja vedno bolj intenzivna, računam, da bo imela kar dosti dela. Ne bo nam manjkalo dela. Tako da naj vlak iz Ljubljane ne zamuja za Maribor. Ne? Če boš pa na Grobelnem dol stopil, mi boš pa poročal, če bi fe dela. Ne? Ja. Hvala ti. Hvala tebi. Adijo. Poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je bil Marko Crnković, Večer za vikend. Še enkrat vabilo, seveda, da se naročite na ta in naše druge podcaste in da nas spremljate seveda tudi v tisku in predvsem tudi v digitalu. Vrnem se pa še za nekaj propagandnih sporočil, kaj prinašata Večer v soboto in Večer v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. In smo nazaj z napovednikom. Kaj bomo brali večer v soboto? V kakšni kondiciji so politične stranke in predvsem njihovi voditelji, predsedniki in predsednice slabo leto do volitev?
Je možno, da na čelo kakšne od večjih strank še pride do kakšnega večjega kadrovskega premika? Matej Grošelj je analiziral razmere vrhovih ključnih političnih igralcev v času, ko se mašinerije predvolilnih kampanj že močno vrtijo. V Sarajevu smo se pogovarjali z igralcem, pisateljem in aktivistom Fedžo Štukanom. Pred leti je izdal Blank, svojo iskreno, brutalno avtobiografijo. V intervjuju je govoril o vojni in odločitvi, da ne bo ubijal, odvisnosti od heroina, življenju, družbi, nacionalizmu in igri. Citiram: Blank je moja izpoved, moj poskus, da ljudem iz prve roke prenesem izkušnjo, skozi katero niso šli in njim, če preberejo knjigo, ne bo nikoli treba iti. Konec citata je med drugim povedal Jonu Knezu. Pričenjamo serijo podnebnih pričevanj ljudi, ki spremenjene vremenske vzorce spremljajo iz prve vrste. Primož Osojnik, poveljnik mariborske gasilske brigade, pravi: Lani je bilo v Slovenski Bistrici 400 odkritih streh. Ob neurjih in poplavah rešujemo tudi več kot 200 intervencij hkrati. Včasih tega ni bilo. Neurja so pač nova realnost, dodaja, in žal z njimi tudi vse bolj množične intervencije, ki zahtevajo bistveno drugačno organizacijo pomoči kot požar. Pričevanja podnebnih prič tokrat beleži Andreja Kutin. In kaj prinaša še Večer v nedeljo? Več kot 50% ameriških otrok naj bi trpelo vsaj za enim kroničnim obolenjem, medtem ko naj bi 12% Američanov hkrati bolehalo za vsaj 5 različnimi kroničnimi boleznimi. Bo Amerika s Trumpovo strategijo Make America Healthy Again ozdravela? Prehranska strokovnjakinja Marija Merljak se spominja, da so se za velikonočne praznike naše mame vedno zelo potrudile, čeprav ni bilo vsega v izobilju, kot je danes. Pripravljeno pa je bilo z največjo skrbnostjo, pri čemer so dali izredno veliko pozornost vonjavam in okusom. Na straneh Črne kronike pa o glasgowski hiši groze. Skupina odvisnikov od heroina je na Škotskem 7 let spolno zlorabljala otroke mlajše od 13 let. Predtem so jih upili in jih drogirali. Tudi o tem v Večeru nedeljo. Za konec pa, bralke in bralci Večera, še vesele velikonočne praznike v imenu Večerovega uredništva. Dober tek in predvsem opozorilo, da lahko pretiravate le in samo z Večerovimi podcasti in ostalimi vsebinami. Se beremo in slišimo.